En teden je, kar je v Slovenijo zadela tale žled in vsa ta naravna ujma, naravna katastrofa v Državnem zboru. Žal, razen odbora za kmetijstvo, nismo še nič razpravljali. Včeraj sama sem kot članica odbora za kmetijstvo sodelovala. Sprejemali smo pa ravno novelo zakonov o gozdovih, kjer Nova Slovenija še vedno vztrajno ponavlja, da so prevoznice nesmiselne, predvsem za male lastnike oziroma za fizične osebe, za lastnike in pa za kmete parcel in gozdov. Tudi tokrat žal vlada ni imela posluha, ampak moram reči, da smo en korak bližje k končni rešitvi. Vlada je le uvidela, da so prevoznice dodatno obremenile kmete in da so v danih razmerah nesprejemljive, nesmiselne in onemogočajo lažje in hitrejšo sanacijo slovenskih gozdov. Res je, da je minister opozoril, da se v gozd ne sme vstopati. Moram pa pozdraviti eno skupen amandma, ki so ga predlagali in ki smo ga tudi opozicijske stranke podprle. To je amandma k 24. členu, ki pravi o tem, da se prevoznice ukinjajo vse do leta 2015, se pravi do 30. aprila 2015. Za Novo Slovenijo je to delno sprejemljivo, vendar še kljub samo menimo, da je po nepotrebnem uvajanje tako enoletnega roka. Želeli smo, da bi bil ta rok daljši. Opozorila sem ministra, da imajo kmetje, v glavnem sami delajo in imajo velike površine gozdov na Cerkniškem, Postojnskem in Notranjskem in v enem letu same sanacije ne bojo mogli izvesti. To opozarja tudi na to, da bi se znalo lahko zgoditi, posebno na področju Postojne, so me obvestili gozdarji, velika naravna katastrofa, kjer se že zdaj ubadajo z težavo lubadarja. Sama ujma je tudi prinesla veliko solidarnosti med ljudmi, sama prihajam z Cerkniškega, vendar moram tukaj povedati, da državna pomoč v dobrih 370 000 evrih lahko preračunamo, kaj to pomeni na posamezno družino, na posamezno stanovanjsko hišo. To bi dobro opremljen nekaj 100 družin z agregati, kar pa za tako področje Slovenije dejansko premalo. Agregatov je premalo, tukaj tudi, mislim, sem tudi že pozivala, da se preveri, kakšno je bilo stanje z agregati na civilni zaščiti in na gasilskih tudi pred ujmo, ker dejansko blokovska naselja, blokovska stanovanja so od petka že brez električne energije in je tukaj življenje nevzdržno. Ljudje sporočajo, da imajo mrzlo vodo, več ali manj so odvisni od električne energije in tudi ne morejo zagotavljati niti osnovnih sredstev. Pozivam in pohvalim lahko lokalne skupnosti, ki so se organizirale, so pripravljale hrano in ljudem na Cerkniškem tudi omogočale suhimi obroki neko lažje preživetje, neko lažje zatočišče. Mislim, da so ukrepi, ki jih trenutna vlada sprejema, prepočasni. Ne morem se strinjati z besedami ministra Židana v ponedeljek na tiskovni konferenci, ko je rekel, da je to priložnost za slovenska lesna podjetja, da bo les poceni. Prenesla sem mu sporočilo notranjskih kmetov, da mora upoštevati, da bo les poceni tudi pri izračunu katastrskega dohodka, vendar ne samo za leto 2015, ampak ker vemo, da je to taka huda ujma, da bo katastrski dohodek mogel upoštevati najmanj za 5 let. To sem mu tudi prenesla, je sprejel. Jaz pa pozivam tudi zdaj vse ostala ministrstva, da čim prej sprejmejo program oziroma interventne zakone tudi na področju sociale, na področju davčne zakonodaje in pa finančne zakonodaje. Ob tej priložnosti bi rada tudi se dotaknila področja, ki ga sama pokrivam, to je delo in sociala, in moram izraziti zadovoljstvo, da je naš evropski poslanec gospod Peterle glasoval proti poročilu Lunaček, kar pa žal niso glasovali tudi slovenski poslanci, ki so tako tudi člani Evropske ljudske stranke. S tem mislim, da smo v Novi Sloveniji svojim evropskim poslancem pokazali svojo krščansko držo in korak v pravo smer.